Kraj dogajanja, cesta v Rošpoh, domačija Bolaričevih. Čas dogajanja, isti dan ob 23:20. Prelestna Marija Bolarič sedi v spalni srajci pred velikim ogledalom in si češe svoje dolge lase, medtem ko Angel Manuel nezainteresirano preklaplja med programi na televiziji. Pa daj, Angel, no pa kaj samo štrcaš po pilotu? Če nič ni pametnega, gasni televizijo, kaj me dela živčno? Marija, daj no. Saj nisem jaz kriv, če ne najdemo očeta Marjaninega otroka. No, ko pač bo otrok, mislim. A to ta Karmela mi je tudi čudna, veš? V župnišču dela pa hoji na konjeniški klub, a nikoli ni jahala. No, konjev, mislim. Pa kaj te delala v štali? To mi je malo sumljivo, veš, da je ne kiber ni. Marija Bolarič se je v trenutku obrnila proti Angelu Manuelu, ki je že v trenutku, ko je še videl njen obraz v cevo ogledala, uvidel, da njene naslednje besede ne prinašajo nič dobrega. Angel, niso vse take, da jim brni, ja? To ni osnovno vodilo življenja. Pa če bila v štali, no pa kaj? Ja, pa konj je štriglala, ne? Sa pa nehaj, boj tiho raje, če ne znaš nič pametnega povedati. Angel Manuel je spoznal, da je zdaj čas, ko mora obrniti ploščo, zato ni dolgo čakal. Marija, srce zlato, ne nas je sekiraj. Vse bomo vse rešili. Pridi raje sem katev, da te malo pocartam. Boš videla, takoj bo boljše. V tem trenutku je situacijo, ki je že malo dišala po rahli romantiki, prekinil zvonec na vratih. Marija Bolarič se ustrašila in spustila glavnik, Angel Manuel pa je nemudoma skočil s postelje. Jezus, kdo te to zdaj malo pred polnočjo? Da se nekaj zgodilo, grem pogledat. Prelestna Marija Bolarič se je odpravila k vhodnim vratom in srčno upala, da zvonjenje ni zbudilo njene mame, ki je spala v zgornjem nadstropju. Angel Manuel je sledil po kratkem hodniku. Marija je odklenila vrata, jih odprla in na vhodu zagledala svojega bivšega sošolca Juana Pedrosa. Zdravo, Marica, pusa, ljubček, kak si, rožica moja, vedno lepša si ljubezen. Ohoho, Angel Manuel, nova frizurca, pa ne obrit, konjček. Čakaj, da te vidim, no, se ti paše, pravi Hanks, Angel, kak sta golobčeka moja, no? Ob zadnjih besedah je Juan Pedroso vstopil mimo presenečene Marije, ki je imela odprta usta in je še naprej držala zakljuka vhodnih vrat. Tudi Angel Manuel ni pričakoval takega obiska, čeprav sam šokiran, se ni mogel zadržati. Pa dobro, Pedroso, kaj je s tabo? Pa kaj ti veš, koliko je ura? Kaj mogoče kdo v tej hiši naročil frizerske storitve? Ali ti je kakšne kreme svalilo mogoče? Kaj bi rad? Pa 100-krat sem ti že rekel, da pusti mojo zunanjost, pa svoje komentarje, pa to te Henkse pa pustice. Prelestna Marija Bolarič je zaprla vhodna vrata in v strahu, da bi Angel Manuel naredil kakšno neumnost in s tem prebudil njeno mamo, hitela pomirjati situacijo. Angel, ne deri se, no! Juan Pedroso ima sigurno tehtni razlog, da je prišel ob tej uri. Poslušaj ga, prosim te lepo. Hvala, vrabček moj mali, sem ti že rekel, da si lepo rjava. Ne skrbi za Angela, ko je ta hud, mi grejo kar mravljinci po telesu, pa tu zadaj. Jaz se ga ne bojim, veš, on se malo boji mene. Ne, Angel, sonček moj, pa se ti ne bom nič naredil. Ne grizem, veš, pazim, Angel. Angel Manuel je že kome brzdal svojo jezo, prelestna Marija Bolarič pa je pred novim izbruhom hitro rekla. Juan, povej, no, zakaj si tu ob tej uri? Angel Manuel si za hip pomiril, pa vseeno ni mogel iz svoje kože. Ja, Pedroso, izpljuni že. Viš, da nam onesnažuješ tu hišo. Kdo bo te lufto potem? Juan Pedroso se je počasi naslonil na ograjo ob stopnicah, ki vodijo zgornje nadstropje, kjer je spala Marijina mama Lola Bolarič. Ob tem si je z desno roko šel skozi črne kodraste lase in globoko zavzdihnil. Draga moja srčeka, sem slišal, da se trudite, da iščete domnevnega očeta Marjaninega otroka, ki prihaja na svet. No, zdaj sem tukaj, da rešimo to zadevco. Spijemo malo šampančka na vrh, ne, Angel. Kdo je oče, kaj mislite moj glavici mali? Jaz vas bom rešil mukic in težavic. Oče Marjaninega otroka ni nihče drug kot jaz, Juan Pedroso iz Kamnice, po poklicu frizer, zaposlen v frizerskem studiu Costa Brava. Prelestna Marija Bolarič je v tem trenutku izgubila zavest. Samo prisebnost Angela Manuela jo je rešila, da ni padla po tleh veže v domači hiši. Ali lokalni frizer Juan Pedroso govori resnico in je resnično oče Marjaninega še nerojenega otroka? Ali bo Angel Manuel položil Marijo Bolarič kar na hladna tla in kdaj bo leta prišla k sebi? Ali bo mama Lola Bolarič še naprej kar trdno spala?
Vse to in še več boste izvedeli v 16. nadaljevanju Štajerske ljubezni, prve domače mehiške nadaljevanke na Radio City. Poslušajte in postanite nova zvezda. Prav vi. Kraj dogajanja Kamniška graba. Čas dogajanja naslednji dan po 15:30. Angel Manuel dvomi v besede Juana Pedrosa in hoče v to prepričati tudi prelestno Marijo Bolarič in Joseja Fontano. Angel, pa daj povej, no kam gremo, jaz ne vem več hodila kar tak. Ni mi zdaj nekaj do izleta, pa še noge me bolijo, te veža, imamo one dneve. Pa da, Angel, kaj zigravaš majmuna, saj te nismo 15 let stara, da ne goniš tu po Kamniški grabi, ko neka hepana. Jezen si, ne? Čuj, nisem jaz kriv, če je ta rdečka prišla na obisk, pa si šel včeraj s trdim spat, veš? Jose, lape drži, ja? Majmun te naredo. Isti kot tebe. Čuje, zdaj pa dosti. Zaradi taj, ko si ti, pa tvoj prijatelj frizer, se cele dneve drkam, pa iščem domnevnega očeta Marine, sestre Marjane. Pa kaj meni je to res potrebno? Vida bi se pa samo pogovarjala, pa se dela. Tak nobenga ne bomo najdli. Če mi mislite zabavati... Prelestna Marija Bolarič je opazila, da je hudič odnesel šalo, nato je zaigrala drugo pesem. Angelček moj, kaj se jeziš, no, samo povej, kam gremo, vse ti nič nočema. Ja, Angelček, bo ziziko. V tem trenutku se je Angel Manuel sunkovito obrnil proti Joseju Fontani. Iz oči mu je sijala jeza. Žile na vratu so mu rahlo izstopile, desnico je stisnil pest. Jose Fontana je uvidel, da se mu ne piše nič dobrega, zato se je ustavil in pomirjujoče dejal. Pa kaj za mene, ona je to rekla, čuješ? Pa vse je res veze. Ne vem si mazal rok, pa še prispeli smo, tu smo. Tu je doma Alba Guti, kozmetičarka, ki je bila lani poleti na morju s frizerjem Juanom Pedroso. Poklical bom, da vam povej, kaki det je to. Angel Manuel je vstopil skozi vrata na dvorišče, se ustavil in pričel glasno klicati. Alba! Alba! Pri malo vun! Angel Manuel tu! Rajem te za minuto! Še preden sta si prelestna Marija Bolarič in Jose Fontano pomogla od čoka, ker enostavno nista vedela, kakšne namere ima Angel Manuel, že so se odprla vrata montažne hiše in na pragu je stala urejena ženska srednjih let v trenerki. O, Angel, kaj pa tebe prineslo? Veš, ravno sem bila na sobnem biciklu, pa slišim tvoj glas. Kaj bo dobrega? Alba, daj nam pomagaj. Ti si bila lani na dopustu s frizerjem Pedroso, povejte nam, kak si se imela. Alba Guti je za trenutek zajela zrak, potem pa brez razmišljanja povedala. Kak je bilo? Vreme super, to pa tudi vse. Juan Pedroso se me 14 dni ni dotaknil. Sploh ga nisem zanimala. Na plaži se je samo mazal s krenicami, vso bi pa depiliral. Pogovarja se rad, zakaj več pa ni šans. Pa za fanti je gledal. Mislim, da jih ima bolj rad. Se veš, Angel. Hvala ti, Alba. Mislim, da smo vsi dobro razumeli. Angel Manuel se je vzravnano obrnil proti prelestni Mariji Bolarič in Joseju Fontani, ki sta na drugi strani ograje stala kot kopana. Izraz na njegovem obrazu je kazal podobo zmagovalca ali nekoga, ki je uspešno opravil zadano nalogo. Kaj bo sedaj storila Marija in česa se bo domislil Jose? Ali bo Alba Guti nadaljevala sobnim kolesarjenjem in kdo je sploh še lahko domnevni oče nerojenega otroka Marjane Bolarič? Vse to in še več boste izvedeli v 17. nadaljevanju Štajerske ljubezni, prve domače mehiške nadaljevanke na Radio City. Poslušajte in postanite nova zvezda prav vi. No in kak bi to zdaj brez mene izgledalo? Kraj dogajanja SNG Maribor. Čas dogajanja pol ure do baleta Labodje jezero. Prelestna Marija Bolarič je pred vhodom v veliko dvorano SNG Maribor čakala Angela Manuela, ki je nesel njen in svoj plašč v garderobo, oblečena v dolgo temno oprijeto obleko s petimi lasmi in elegantnimi čevlji, ki so ostali celo premoženje, a so jo vseeno tiščali, je izgledala naravnost popolno. Mnogi moški, pa tudi ženski pogledi so se kar nekaj časa zadržali na njej in postajalo je malce neugodno. Končno se je prikazal Angel Manuel, ki je malce nevoljno zmajeval z glavo. Kaka gužva je, kot da kaj zdaj stojim tala. Polovica je že zdaj zeha. Veš, kak bojo spali, no, tako hrčki. Babe pa bojo jezne, ko rise. Angel, obnašaj se malo, no, viš, da smo v gledališču. Hrčke pa rise lepo za sebe zadrži, se to ni živalski vrt. Pa lepo te prosim, sam se skoncentrira malo, da ne boš prvi zaspal, no. Spomni se one opere, komaj sem te zbudila, pa še smrčal si. Ja, tisto, ko nisem nič razumel. To pa je drugo, balet pa Labodi. Tam imam rad, ko plešajo, tu se nekaj dogaja. Čuješ, kaj pa te Jose Fontana? Da ne v kmet ki zamudo. Kam smo ve, kje je gledališče? Da jo ne ki pred kinom v kavbojkah čaka, pa v Mikici. Angel, hudobn pa ne rabiš vid, veš?
Če je rekel, da bo prišel, pa tudi obleče, znači se hoče. Glej ga, vidiš ga, vsi v obleki tam. Ja, kot da kelnari. Dober večer, tu malo rodiš, predno park plac najdeš. Komaj vama rečem, no, pa še prehlad me napadlo, čuj me. Smisl, da me bo vrglo, samo se pa te smo neki dedi, ne? Za kulture je treba zobe stisniti, ne, Angel? Ki ste obleko sposodo, jaz misel, da bo žametka. Kdo mi to pravi? Daj, makni se tudi hoda, viš, da ti narod karte kaže, ker mislijo, da si portir. Po drugi strani pa, če stopiš stran, ti bojo pa kave začeli naročati. Hej, kak si se gor naredil, kot da je Figarova svadba in to avgusta. Jo, kak sta otročja, kaj lahko lepo prosim mi data mir vsaj tu v hramu kulture. Glejta, župan je tam, no, pa glih sem gleda. Ja, ženje, pa Hozeta gleda, da bi ga po jabolčnega poslal. Jabolčnega mi lahko malo tu, veš? Da pa dovolj, če zdaj pri priči ne nehata, grem domov, pa mi en pa drugi ne hodita blizu. Malo se hoče sprostiti in odvrniti misli od moje nesrečne sestre Marjane, pa mi to zaradi vaju nikakor ne more uspeti. Kaj se vama nič ne smilim? Prelestna Marija Bolarič je ob zadnjih besedah s pogledom ošinila Angela Manuela in Joseja Fontano. Obema je postalo kar precej nerodno. Angel Manuel je gledal tla, Jose Fontana pa si je začel popravljati ovratnik na srajci, s katerim v bistvu ni bilo nič narobe. V tem trenutku se je zaslišalo zvonjenje mobilnega telefona. Prelestna Marija Bolarič je pričela z divjo naglico iskati svoj mobilnik po torbici, Angel Manuel pa jo je pametno nagovoril. Marija, zvoniti? Marija je z velikim olajšanjem prijela telefon in pritisnila zeleno tipko ter s tresočim glasom dejala. Ja, prosim. Halo, Pablo Farkaš na telefonu, sem dobil Marijo? Ja, pa hitro povejte, no, ker sem v gledališču. Kdo ste? Sem Pablo Farkaš, avtoprevoznik iz Beltinec, prijatelj vaše sestre Marjane in jo zovem že 5 mesecev, ker sem ji najavil na telefon. In to od te, kaj smo preživela tisti nepozorem teden v Moravskih Toplicah. Pa bi te lepo prosil, če lahko rečeš ne pozove Pablota. Joj, gospod, sam Bog vas je poslal. Veste, kaj novico imam? Marjana je noseča. Kaj se vi mogoče njen... Prelestna Marija Bolarič je še kar nekaj trenutkov držala svoj mobilni telefon na desnem ušesu, kot da ne more verjeti, da je zveza prekinjena. Pogledala je najprej Angela Manuela, pa Joseja Fontano, spustila telefon v torbico ter tiho rekla. Prekino je. Ali je avtoprevoznik iz Beltinec namerno prekinil zvezo, ko je slišal, da je Marjana noseča? Ali je prišlo do napake pri mobilnem operaterju? Kaj je počela Marijina sestra Marjana en teden v Moravskih Toplicah? Ali bosta Angel Manuel in Jose Fontana uživala v baletu? In ne nazadnje, ali je Pablo Farkaš človek, ki ga iščemo že 17 nadaljevanj? Vse to in še več boste izvedeli v 18. delu Štajerske ljubezni, prve domače mehiške nadaljevanke na Radio City. Poslušajte in postanite nova zvezda prav vi. Ja? Kake svije?